živiš. Srečanje same seboj, da tudi odkriješ samega sebe. Mislim, da si s tem izpolnil to romanje, da tako rečem. Da si dosegel namen tega romanja. Moram pa reči, da srečaš tam vse mogoče športnike, tisti, ki tekmujejo, tisti, ki, ne vem, se dolgo časijo, pa poslušajo radio, pa vse mogoče stvari med potjo, pa žvižgajo, pa se pogovarjajo in tako naprej, ne. Še zlasti je tam en del poti, ki je izredno, bi rekel, dolgočasen. Ta visoka planota v Španiji, Meseta, ne. Tam je res preizkušnja, ne. Tako, ne. 250 km, ne? Tako da to je točka, na kateri se je treba odločiti, da greš ali ne. Najbrž vsaj jaz sem na to občutek pribranil, tem sem se prestrašil, ampak zanimivo, da če že malo prestopam v to izven literarno sfero, vi ste rekli, no to pot upraviš in potem se srečaš sam s sabo, vi ste vseeno bili ga te poti, le ste skoraj vsako leto, torej je to srečanje dobro ponavljati. Ja, jaz sem šel prvič leta 2010, to je bilo sveto leto. Tako rečejo, tisto leto, ko praznik god apostola Jakoba pade na nedeljo, to je 25. julija, če pade na nedeljo, temu rečejo sveto leto. In takrat je ta Kompostela zelo obiskana. Leta 2010, ko sem bil jaz, je prišlo v Kompostelo, ne vem, okrog 290,000 romarjev je prišlo, ne. No in zdaj ne vem, kako bi to opredelil, ampak ta pot nedvomno pusti v človeku nekaj posebnega. Jaz sem se takrat odločil še z dvema drugima kolesarjema, smo šli prvič s kolesom, ker sem rekel, to je le malo dolga, mesec, in smo to kombinirali tako, da sem jaz šel z avto, pa sem pa tja, je bila seveda tudi taka čudna kombinacija. In jaz sem na tej poti doživel eno hudo nesrečo. Šel s kolesom in ko smo ravno prišli do tega Cruz de Ferro, sem se potem, ko sem se vračal, se ga hriba dol, ne, sem padel z kolesa in sem se potem kar en čas sestavljal tam, da sem lahko šel potem naprej z avto, ker kolesarjenje je bilo končano, ne, nisem mogel več, sem vesel, da sem tisto reč preživel takrat. Ampak sem se pa takrat potisnil odločil, bom šel še enkrat, ampak ne s kolesom, pač pa peš. No in to, ko se je res zgodilo potem 2 leti po tistem, sem dobil tudi eno zelo prijazno sopotnico, ki je tukaj med nami tudi, ki je potem ves čas skrbela, da nisem ne dehidriral, ne, tudi druge stvari, ne, in je bilo res neverjetno lepo in doživeto. Še zlasti, ko sem prišel potem na tisti kraj, kjer sem se takrat ponesrečil, ne, in sem tudi neskončno hvaležen, da sem lahko še enkrat prišel. Tudi Antonija je padla s kolesa, ne, zato je bilo to toliko lažje tudi opisati, ne. Samo da je ona potem bila dolgo časa v komi, je pa reševal en zdravnik iz Santiaga, en kirurg, in je potem v komi doživljala vse to, kar se v knjigi potem dogaja, vseh 9 generacij, ki so nekako vključene v to knjigo. No, to je bila spretno izbrana narativna poteza, ker seveda ona v nezavesti doživlja svojo podzavest, ne, doživlja zapisano besedilo prednikov, tako rekoč, ne. Posrečeno se mi je zdelo, pa tudi prej, ko smo govorili o razcepu med Antonijo in Albertom pred nagrobnikom, torej ko se srečamo s svojo preteklostjo, v tem primeru Antonijino, 2 zelo različna odziva. Zdaj, če bi imeli med sabo kakšne predstavnike jungovske psihologije, bi rekli, da v Albertu pač ni nič ženske anime, bi ste rekli, se je obnašal čisto po moško, ne. Po drugi strani je španski zdravnik, ki ga Antonija sreča že prej, ki postane pa odločilen v hipu, ko najde njeno nezavestno telo pod škarpo, postane naravnoma zelo odločilen za njeno življenje in ne bomo zdaj izrekali kvarkov, ampak lahko si predstavljate, kako se stvar v izteku nadaljuje, ne. Ta španski zdravnik po drugi strani je pa zelo sočuten, torej ima pa na nek način tudi močno to žensko animo. To seveda omogoča to, da je njegova partnerka pokojna, odsotna, njegova žena je odsotna, zaradi tega tudi
on čuti močen primanjkljaj ženske energije v svojem življenju, iskreno se veseli za svojo glavno sestro, ki se zaljubi, čeprav bi pravi kapitalistični zdravnik rekel, kaj se bo zdaj zaljubljala, da bi dela 16 ur, ne pa samo 10, kot dela zdaj, bi razlagal, da ni več socialističnega načina organizacije časa. S tem ste pokazali seveda tudi drugačnega moškega, ker sam sem bil pri branju od začetka kar malce, bi se rekli, ne povsem zadovoljen, ker sta bila čuteča in poljubljena ženska in površinski in po denarju hlepeči moški tako zelo izrazita. Skratka, smo bili dva zelo močna protipola, ki sta ustvarila seveda ustrezen dramski konflikt. Po drugi strani pa se mi je zdelo, ali bo to sploh lahko celo zgodbo zdržalo. No, vendarle za vpeljavo tega bolj sočutnega moškega je bilo to mogoče. Ali je zdaj to malo, bi se rekli, naberen konstrukt, ali ste pač take like kar videli in so šli potem naprej, ali ste izrazito malce Alberta poudarili kot takega, kot ste sami rekli, mini tajkuna? Ja, ne vem, sem se prepustil intuiciji. No, mogoče je bilo poleg tega spomenika za to razliko med Albertom in pa med Antonijo tudi značilno to na vrhu tam na Cruz de Ferro. Cruz de Ferro je najvišji vrh na Caminu, zato ker je to nek železen križ, Cruz de Ferro rečejo, in tam vsi romarji prinesejo seboj kamen, ali pa več kamenov, simbolno, da s tem odložijo pod tem križem vse svoje zamere, vse krivice, vse občutke, ne vem, ki jih imajo v sebi, vse to težo ali pa grehe, kakorkoli že, rečete temu, tam odložijo. Tako tudi Antonija prinese kamne, seboj jih tam odloži z eno spoštljivostjo, skoraj bi rekel pobožnostjo, tam pri tem križu. To je res, rekel, pretresljivo, kakšen ogromen kup kamenja, koliko so ljudje v 1000 letih tega nanesili tja. No, Albert seveda ni prinesel nobenega kamna, pač pa je svoje malke potegnil kranjsko klobaso in jo tam pojedel, In potem se na koncu spomnil, joj, kakšna škoda, da sem nisem slikal tukaj s kranjsko klobaso, kakšna reklama za slovenske mesnine bi bilo to, To je dva taka kontrasta, Res, smo na enem kraju, kjer vsi doživljajo nekaj posebnega, eno katarzo, ta, bi rekel, Albert, tega ne čuti. In še enkrat se potem zgodi še v enem mestu španskem, ko Antonijo sreča in Berač in tam kaže roko, da bi mu nekaj dala, in res nima nič drugiče, pa mu dali svetaka. In ta Berač še kar drži oko tako, še kar drži, in to je bilo nenavadno, ko drži Berač, hitro stisne pa da v žep tisto, On pa kar drži roko, in to ni vedela, kaj bi, pa ga prime in mu roko skozi stisne, tako umazano roko, hrapovo, neumito, In reakcija Alberta je bila, kako moraš takega človeka prijeti za roko, hitro si umij roke, kako je to vse umazano, In tam prije potem tudi do konflikta, pravi, Ja, ampak kaj pa tisti, recimo, ki imajo lepe roke, pa grejo delavci domov brez denarja, pa nimajo plače, pa nimajo tega pa unga, Tiste roke so še veliko bolj umazane, No, tako, recimo, tukaj se čutijo te razlike med enim in drugim, med človekom, ki je poslovnež, ki je uspešen, in pa med eno tako žensko psiho, ki je sočutna, globoko sočutna. In se potem tudi pokaže na tej poti, da ta pot, Camino, kot rečejo, dva človeka lahko zbliža, lahko pa je tudi totalno se razideta. Praktični nasvet bi bil moj, tisti, ki nameravajo živeti skupaj, ki se nameravajo poročiti, naj grejo na Camino najprej, za en mesec. Pa če bo to zdržala, potem bo to zdržala tudi naprej, Če pa ne, potem pa je bolj že takrat ponegati. Ta komičnost prizora, prej opisanega prizora s kranjsko klobaso ima hkrati seveda tudi
vleče še dodatno demarkacijsko linijo med obema nastopajočima, kajti Antonija je vegetarijanka, torej s to kranjsko klobaso si nima kaj pomagati, celo nasprotno, to jim več ne more biti prav zelo domače in simpatično, ali če tako malo razmišlja, joj, škoda, ker nisem malo prehranil zate, ampak saj si itak vegetarijanka, tako da ima tudi opravičilo za recimo sebičnost. Prej omenjeni garač se pa pojavi v koncu zgodbe še enkrat, ampak ne bomo povedali, da suspenz povečamo, ne bomo povedali, kakšna je njegova tokratna vloga. Sami ste rekli, da je kar nekaj reči tukaj sporočenih, oziroma zdaj bolj se kaže ta osebna izkušnja, z zanimanjem smo slišali, da se dogodek s padcem ni zgodil samo v romanu, ampak tudi v resničnosti s kolesarskim padcem. Tudi sicer je po romanu kar nekaj epizod, kjer sem se jaz spraševal, se to mora biti pa res najbolj tako. Tipična se mi zdi recimo z Gostritičem, ki se preselil v Španijo iz vzhodne Nemčije, nekdanje vzhodne Nemčije, in zdaj prepoznal novo vero, zamenjal je prejšnjo vero, vzhodno nemško komunistično za novo tukaj, in zdaj sprejema na bi se rekli, tržno najbolj ugodni lokaciji, ker stoji tako, da večina ljudi pride k njemu v času, ko vsi ostali imajo siesto, popoldanski počitek, torej se res lahko zanaša samo na te, ki potujejo po poti. Tudi to je resnična oseba in resničen lokal, ali... Ne, to je pa literarna figura. To pa je figura. Ampak se mi zdi, da nekje noter spada, da je kot nalaš. To je dost zanimiva mešanica, ker nekatere zadeve se zdijo, kot da so izmišljene. Sklepam, da tudi marsikaj iz Antonijinega in Albertovega življenja je bolj ali manj, kako bi se rekli, fantazijsko ustvarjeno, medtem ko sama pot, za katero vemo, da obstaja, nam kliče v spomin, zmeraj to mišljenje, morda je pa to res tako. Rekli ste sami, da ste, ko je ta roman začel nastajati, da ste hoteli res nekaj drugačnega, kot so ostali, ki so pisali v Kaminu, naredili ste se odločili za roman. Sam bi k temu pridružil še nekaj, kar se mi zdi zelo nekaj obljubne, namreč, kot vsaj kolegica Melita, ki je danes med nami, ve, se velikokrat izkoriščim priložnost, da se zgražam nad zelo slabim nivojem slovenskih popularnih branj. Skratka, literatura, ki je napisana zato, da se množično bere, je običajno napisana na zelo elementarni ravni in kljub temu izhaja in tako naprej. Zdaj, vi ste takoj na začetku rekli, uredniški odbor je prebral in je to sprejel. Tukaj imamo že en filter v komunikacijskem krogu knjige, uredniški odbor, neki ljudje, ki so preverljivi, dr. Fagadel kot direktor založbe, skratka je stopil za tem tekstom in tudi zdaj moja mlada izkušnja je bila ta, da je tekst napisan zelo suvereno. Skratka, nimamo kakšnih, ne moremo reči, teh 50 strani je pa tukaj preveč, tajnik je povsem narobe portretiran. Po drugi strani pa je to lažje v Sloveniji reči za kakšna dela, ki ne računajo na tako širok brani odziv kot vaša knjiga. Kot ste sami upozorili, je išla v 3000 izvodih in to je zelo nadstandardna naklada za nov slovenski roman. Običajno se tiskajo to vrste dela v 400 izvodih, torej to je skoraj 7,5-krat večja naklada, 7,5-krat večja naklada kot običajno. Torej, sklepati gre, da bo tudi to knjigo prebralo več ljudi kot običajno, prebere nov slovenski roman, sam nisem bil toliko domisel, da bi šel preveriti, že smo izposojo, ker je nek mehanizem, s katerim lahko to preverimo, ampak tega niste imeli v mislih, ko ste začeli pisati, niste sklenili, da pisal knjigo, ki bo jo lahko marsikdo prebral, da obujam zabirajočo tradicijo slovenske večernice, ali pač? No, moja prva knjiga Primohorevi in Soldat Klement je bila kar nekako dobro sprijeta. In nisem pričakoval, da bo z drugo knjigo, da bo že to, recimo, da bo šla v slovenske večernice. In ne vem, kako se je to zgodilo, ampak v glavnem je, in sem se zadovoljen, da je to kot slovenska večernica. Ne moram reči, da je kakšni razlogi so bili za to, kakšni so bili še drugi teksti tudi, ampak vendarle je pa eno zadovoljstvo, da ti izide knjiga v tolikih izvodih.
Zdaj počas se bližava tistemu najemu uradnemu delu, tako da bomo tudi publiki dala seveda možnost, da se še kaj vpraša. Običajno tradicionalno vprašanje je, kaj pa zdaj naprej. Zdaj tukaj sta seveda dve možni poti, ne? Ker ste sami se večkrat vrnili na Camino de Santiago, seveda obstaja tudi možnost, da se nadaljuje tudi ta roman. Torej Antonija je zdaj sicer povsem drugje, v povsem drugačnem svetu, vendar je v tem svetu kar nekaj nastavkov, tudi njen novi partner, vse to smo že dovolj namenila, španski zdravnik je moral prav tako prekiniti to romanje, tudi on ima nekega zanimivega prijatelja, s katerim se srečata po daljšem času, kar nekaj teh koncev, nitk v zgodbi je ostalo prostih, da se mogoče povežejo v kakšno naslednjo zgodbo. Ste o tem že kaj razmišljali ali ste razmišljali o čem drugem? Nisem razmišljal o tem, čeprav je to zdaj kot izziv, ne. Zame je bila to vendarle na nek način zaključena zgodba, ne. Antonija je v komi nekako doživela 9 življenj, preživela 400 let in je bilo to kar obremenjujoče tudi, ne. Pa vendarle na koncu, ko se s tem zdravnikom potem ujameta, nekako se mi zdi, je to zaključeno. Čeprav je zdaj seveda tudi zanimivo, kako bi zdaj šlo na to nadaljevalo, ne. Bi se dala tudi še kakšen zaplet, pa tako speljati naprej, ne. Da gre sta še recimo skupaj potem še enkrat recimo, ne. Na svet za mladoporočence, ki ste ga prej dali, velja tudi za bil, ne. Sem jaz šel recimo še enkrat, ampak da se saj do Finistere, ne. Ja. Mogoče s časoma, ko je človek že malce bolj dozoril, se lahko ta pot do spoznanja samega sebe malce skrajša, ni treba več narediti 800 ali več kilometrov, upemo, ne. Je pa res, da je to tak daljši tekst in je treba kar se vzeti, treba kar malo disciplinirati, pa se vzeti en čas, da to spraviš skupaj, ne. Sem se pred tednom pogovarjal z Ostijem, ki je zdaj izdal novo zbirko haikujev, ne. In sem to bral, malo sem nekaj pogledal, se to je pravzaprav zelo lepo, ne. Te haikuji, zelo lepo in taka majhna zaokrožena, taki biserčki. To tudi ena varianta, ki bi te mogoče potegnila, ne. In tudi na tej poti na Camino je kot nalaž za haikuji, ne. Ker tam potegneš nekaj iz narave in potem spelješ eno stvar iz tega, nekaj lepega, ne. Tam bi bilo možnosti še pa še, ampak to je že druga zgodba, ne. Te vprašanje bomo to nadaljevali zdaj z Salvijem in z Antonijo zdaj. No, to bomo videli, ampak videli bomo seveda potem, ko boste šli skozi svoj novi kreativni proces, ne. Zdaj, zadnje vprašanje z moje strani je eno, ki mene zmeri zelo zanima odgovor nanj, nikoli pa ne je tako tipično vprašanje za vsakogar, ki je napisal knjigo. Zelo malkrat ga pa slišati zastavljenega na kar številnih literarnih dogodkih, ki jih obiskuje. In to je, kakšna je pravzaprav tehnologija vašega pisanja? Torej, eno čisto bazično vprašanje. Ali pišete na roko najprej, pa potem pritikate v računalnik, drugo, ali si vzamete zmeraj določen čas v dnevu, ko pišete, kako, rekli ste že sami, da nimate skicev naprej, to ste delali nekako, kot so se stvari razvijale, ste pisali. O tej tehnologiji ljudje pravzaprav niso veliko krat vprašali, je pa zelo zanimiva, ker kaže tudi raznolikost tega kreativnega procesa. Za tiste med vami, ki ste tudi zaznali, da je to zelo zanimivo, povem, da imamo knjigo, ki je šla že, mislim, da še v časih nekdanje Jugoslavije, to je nekje v 80-ih, knjigo Kako pišejo, pogovori Marjete Novak-Kajzer z različnimi pisatelji. Nasploh pa danes se te stvari, nekako kar samoumevno je, da pisatelj knjigo pač napiše. Produkt, kako to nastane, kako ta produkt nastane, o tem ne slišimo veliko. Kako je to konkretno pri vas? Ja, tako je, ne. Prvič imam eno disciplino, sem discipliniran, to je res, ne. Vsak dan, jaz sem jutranji tip, plan dopoldne to delam, ne. Vzamem nek čas, ni da bi zdaj recimo po straneh, toliko strani, ne. Ampak recimo dokler mi teče, to gre, ne. Se potem odživim, popolnoma prepustim osebi, literarnemu liku, ki ga opisujem. In pravzaprav me on vodi, ga ne vodim jaz, ampak on mene vodi, ne. A ne, se vživim van in sem včasih
prav presenečen, ne? Jaz bi čisto drugače reagiral, kot on reagira, ne? Ampak moram tako napisati, kot je on mi na nek način sugeriral. Ne? Je pa seveda to zelo zanimivo, se uživeti popolnoma neko figuro, in ki sploh ni mogoče realno, ne obstaja, ne? Se uživeti in ga spremljati in te preseneča. Ne? In tudi ti monologi, ki so v bistvu tvoji monologi, pa vendarle niso tvoji, ne? Pa vendarle črpaš od nekje druge. Na kateri niste si pa na nobeni od teh poti iz Santiaga delali zapiskov, tako da bi delali zapiske, pa bi lepo dve kategorije za zapiskov. Ena je zdaj za zapiski kar tako, drugo pa zapiski za roman. Tega pa ni bilo. Ste vse napisali iz spomina, recimo to, kar je realnega v knjigi? Torej, jaz ne maram tega, da bi opisal, kje sem bil, kako je bilo, kaj smo jedli, kaj smo pili, ne. Ampak mi je pa všeč to, recimo, utrinki, mogoče malo širši haikuji, ne, malo daljši, ne. To mi je všeč, ampak nisem to uporabljal potem v knjigi, ne. Tisto je druga zgodba, ne. Ja. No, tisto pač tudi obdrži neko atmosfero, ki zdaj, tudi ko ste pripovedovali, ne, se kar zelo začuti, kako ste doživeli, recimo ta Cruz de Ferro, ne, v knjigi seveda je to doživetje drugačno, pač, ker smo rekli, da sta dva druga lika, niste vi, ampak sta taka in taka ženska in tak moški, a vendarle je podlaga, ne, izhaja iz vašega doživetja tega konca. Tako da to je gotovo nek, bi se rekli, plonk listek, ne, za pisanje o nekem konkretnem kraju. Hvala lepa z moje strani, zdaj predam. Prav lepa hvala za ta prijazni uvod. Hvala tudi dr. Urbani, da si je utegnil vzeti nekaj časa od zmeraj prenapolnjenega upokojenskega ritma življenja. In da je zmeraj prenapolnjeno, sem ugotovil že prej, ko smo se malce zunaj pogovarjali in sem rekel, morda je to kar dobra otvoritev, po kateri se bo morda celo kdo odločil in knjigo kupil. Maja je nekoliko zamolčala enega izmed skritih ciljev teh prireditev, to je, da se kakšna knjiga tudi kupi, ne samo izposoje v splošni knjižnici, torej knjige so tukaj na voljo, najbrž z tradicionalnim popustom, kakršen velja na takšnih predstavitvenih dogodkih in ki ga omogoča tudi za naše študente knjigarstva zdaj veljavni zakon o enotni ceni knjige. Namreč, ko smo se začeli pogovarjati, sem rekel, da zdaj pa tudi mene zamikalo, sem veliko že slišal od tej poti do Santiaga do Compostele, ampak zdaj, ko sem videl, da se da to tudi z biciklom, po vseh predpisih narediti, sem pa nekako bolj odločen, da bom tudi jaz poskusil. Potem je dobil vprašanje od nekoga drugega, kdaj je to pot opravil in je takoj povedal, da je opravil skoraj da vsako leto od upokojitve dalje. Kakšno leto mogoče malo premora, ampak opravil je vsekakor več kot enkrat. Skratka, imamo knjigo, za katero stoji osebna izkušnja. Zelo na hitro bom povedal za tiste morebiti med vami, ki knjige še niste prebrali, da ne govori samo o romanju, znamo romarsko mesto Santiago de Compostela, najbolj znano romarsko zvezdno mesto v evropski kulturi, pa tudi širše, ampak da govori tudi o nekem drugem romanju, namreč o romanju vase, na to romanje se namreč poda, na to pot se pravzaprav poda nek par, ki ugotovi oziroma ugotavlja s potoma vse bolj in bolj, da ne sodi najbolj skupaj, kar je kar pogosto izhodišče dramskega zapleta, no tukaj se ta zaplet še nekoliko bolj nadaljuje. Detajlov ne bom poskušal ne preveč izdati, da ne pride do tako imenovanih kvarkov, kot včasih prevajamo tujo besedo spoiler, da ne povemo, kdo je morilec in kdo umre in kdo preživi, bomo zdaj to malce spustili, malce sem zdaj napihnil možnost za dramo v tej knjigi in bi začel kar z enim takim zelo odvzunaj vprašanjem, tudi v navadi, ko gremo na potovanje, začnemo ga na domačem pragu. Zato bi prva stvar, ki me zanima, je ta tudi nekoliko povezana z zgodovino založništva. Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi, najstarejši slovenski založbi, in hkrati je bila izdana v zbirki Slovenske večernice. Slovenska večernica je pa seveda najstarejši, bi se lahko reklo, kar avtohtoni slovenski literarni popularni žanr. Večernice poznamo kot knjige, ki so zelo dolgo izhajale v zelo visokih nakladah in so bile zelo brane. Morda kasneje se vprašala še, zakaj danes morda ni več tako in predvideva je možnost, da se ta žanr kaj obudi, ampak za vas vprašanje, ko ste začeli to knjigo pisati. Ali ste imeli že vizijo, to bi bilo pa odlično, če bi išlo v zbirki Slovenske večernice pri Mohorjevi družbi, oziroma ali ste že vedeli, kakšna knjiga bo iz tega nastala?
Torej, prav lepo zdrav vsem skupaj. Posebej bi se rad zahvalil Primožu, ki je bil iniciator za to srečanje, ki mi je povabil, da bi predstavil to knjigo tukaj. In vesel sem tudi, da so tukaj študentje in upam, da bo tudi med vami se kdo našel, ki bo se podal na to pot ali s kolesom, z biciklom, kar je nekoliko hitreje, bolj, bi rekel, plemenito in pa tudi doživeto, pa je peš. In še ena varianta je, lahko greste s konjem, ne? Te tri variante veljajo za romanje ali pa za to prehojeno pot in na koncu potem dobite tudi en poseben certifikat, ki si ga doma lahko obesite potem v dnevni sobi za spomin. Torej, prav lepa hvala tudi Maji, ki je organizirala to in seveda kolegu, ki bo to zdaj vodil. Vesel sem, da je med nami tudi kolegica, s katero je dolgo časa skupaj delala na oddelku. Zdaj, ni bilo pravzaprav namenjeno to, da bi knjiga išla pri slovenskih večernicah. Je pa res, da sem nekaj časa že prej sodeloval pri Mohorjevi. Moja prva knjižna izdaja, Soldat Klement, je išel pri Mohorjevi in je bil kar dobro sprejet. Potem pa sem jim omenil, da pišem to o Komposteli in sem jim tudi predložil tekst in so ga potem sprejeli na odboru kot za to slovenske večernice za leto 2015. Seveda sem bil tega zelo vesel. Slovenske večernice pri Mohorjevi so včasih, takrat ko je bilo to na višku, doživele po 100.000 naklade. Ne? Zdaj imajo naklade okrog 3.000, kar je še zmeraj za slovenske razmere kar lepo število. Ne? Pa zame je tudi kot avtorja zdaj, da to vendarle kar lepo število Slovencev to, vsaj upam, tudi prebira. Tako da moram tudi Mohorjevi se zahvaliti, da je to prvič sprejela v svoji založbi in pa da je tudi izdala v tej zbirki slovenske večernice. Mogoče je to tudi nekoliko romantike še pri teh slovenskih večernicah, kar je za Mohorjev bilo mogoče pred 100 leti tipično. Ampak mislim, da je prav s temi slovenskimi večernicami Mohorjeva med Slovenci naredila zelo veliko, kulturno, pa tudi za samo slovenstvo in za branje. Ljudje so preko dneva večinoma delali fizično, ampak zvečer so potem to prebirali, verjetno zlasti ob zimskih večerih. Nekdo je bral, ostali so poslušali. Mogoče je to res idila, ki je danes ni več. Danes gledamo ali pa gledajo televizijo in smo se zadnjič pogovarjali, tudi arhitekti ničeč ne predvidevajo v dnevnih sobah knjižnih omar, ampak samo še prostor za čim večje platno, za ekran. Zdaj, morda je to za študente knjigarstva malce slaba napoved za prihodnost, ne? A kljub temu ste izhajali, kot sem rekel, iz svojih izkušenj in vendar ste napisali knjigo. Niste posneli morda z digitalno kamero ali celo z zasebnim fotoaparatom kakšnega posnetka, ki bi objavili na YouTubeu, čeprav bi bilo morda ogledal več kot 3000, kot bo morda z malce sreče potrkala na res kupcev te knjige. Vseeno se nam je zdela beseda primernejša za izražanje, seveda tukaj gre za fikcijski roman, ampak ogromno sestavin v njem je realističnih, zelo veliko je praktičnih podatkov o poti, človek bi skoraj lahko vzel knjigo sabo tudi kot en pomožni vodič po poti, svetuje tudi nekatera boljša predočišča, zdaj boste povedali, ali je to zasnovano na osebni izkušnji, ali so morda izmišljena in tako naprej, vendarle ste se odločili za besedo kot za medij podajanja te izkušnje. Lahko bi uporabljali tudi kakšen drug medij, ali vam to zdaj pa vliva upanje, da je beseda vseeno tukaj, čeprav so domače izbe napolnjene za projektorji in platni, vendarle še nekaj, kar lahko prenaša pomen in smisel. Saj sem se tudi sam ukvarjal s fotografijo in sem to tudi fotografiral, imam tudi te posnetke, ampak
sem opazil, da veliko teh ljudi, ki romajo tukaj po tej poti, potem opisuje to pot, tako ali drugače. Ampak večina jih je to potopisi. Jaz sem se odločil, da bi to vendarle iz tega naredil zgodbo, ki je bolj berljiva, a pa niti ne mogoče, nekaj drugače je, nekaj svojega dodaš noter. Se tudi pri potopisih vsak po svoje doživlja ta romanja, te etape in tako naprej, vsak nekoliko drugače doživlja. Ampak vendarle, mene je to potegnilo. In ko sem začel to pisati, pravzaprav niti nisem bil neke strukture, kako bo to nastalo, mogoče v nekih takih grobih obrisih. Potem sem se pustil dobesedno voditi zgodbi. In tudi tem, bi rekel, literarnim figuram, ki so v sami knjigi. Se pravi, na začetku še niste imeli predstave, kako se bo ta zgodba končala, ko ste jo začeli pisati. Je bil zdaj konec, ali lahko rečemo, da je to čisto srečen konec, nekateri so dobro kaznovani za svoje človeške napake, ampak vse konec ni čist absolutno srečen, se pravi, na začetku niste imeli načrta, se je to razvijalo sproti. No, jaz sem postavil tukaj dve figuri, to Antonijo in pa Alberta, kot dva tipa, ki sta nekako po značaju se privlačita, pa vendarle so si zelo različna. Albert je sposoben, je biznismen, je poslovnež, ima svoje firme, to, kar je za današnji čas aktualno. Mogoče nekaj vrste majhen tajkunček tudi, ni čisto pošten. Ampak za njega, njegovo načelo je, važno je to, kar se otipa, kar se prešteje, to ima svoje veljavo. Vse ostalo je nekako nebulozno. Medtem ko je Antonija drugačna, ona išče, hoče biti bolj v globino, hoče za vsem tem zunanjem najti nekaj drugega, tudi neko človeško toplino, a to mogoče še nekaj presežnega, nekaj, kar je zatem, in to išče. Ampak potem se jima pač zgodi, da po tistem začetnem, prijetnem, še več kot prijetnem čustvenem vzdušju prihaja do neke naveličanosti. Čisto banalen vzrok, pomanjkanje časa. On je v svoji firmi, v svojem podjetju, polno zaposlen, še več kot polno, ona zopet v svoji službi in potem zmanjka časa za medsebojne stike, ti se ohlajajo, zmeraj bolj ohlajajo in enako spoznaš, da se bo vse skupaj podrlo. In Antonijo začuti, da se je treba umakniti iz tega, da zopet najdeta bližino. In to je nekako potem v smeri, da gresta na to Kompostelo. Potem, ko ona prebere o Črni Meklen, njeno tudi to opis tega njenega potovanja v Kompostelo, jo to priteme in potem še enkrat prebere in potem tudi predlaga, da bi šla skupaj. Sami ste že omenili Shirley MacLaine. O romanju v Kompostelu je seveda zelo veliko knjig. Veliko jih imamo tudi Slovenci, pravzaprav v zadnjih letih jih je šlo vsaj 4 ali 5 različnih, ampak kot ste upozorili, prvoosebnih poročil. Ljudje pišejo v prvi osebi, tudi v svetovnem merilu jih je zelo veliko, morda najbolj znana je tudi v slovenščino prevedena knjiga enega izmed osrednjih avtorjev, evropskih avtorjev našega časa, Stran poti do Santiaga, napisal je nizozemski pisatelj C.S. Nottebohm, ki je pa cepljena z nekim drugim žanrom, tam gre za nekakšno potopisno esejistiko, medtem ko bi, če se gremo literarne tipologije, bi najbrž rekli, da ste vi napisali potopisni roman. Tukaj imamo Slovenci spet zelo močno tradicijo. Začel ga je recimo, ali pa najvišja točka tega, začetek je najbrž popotovanja Litije do Čateža, ampak dobro, kot zelo močno točko v tem razvoju štejemo roman Izidorja Cankarja Spoti, kjer gresta prav tako dva prijatelja v Italijo in potem ob tem razmišljata in iščeta, kaj je njuno mesto na svetu, kot tukaj ta par, ki ste ga postavili v osrčje romana, dela na neki drugi poti. Oziroma pravilno je, tako dela ena izmed obeh junakinj. Moški se ne sprašuje, čemu je, njemu je vse jasno in se ravna po tej svoji odločitvi, medtem ko ženska se je odločila, da ta pot bi bila prava pot za spoznanje, kaj pravzaprav
je tisto, kar je v temelju določa. Rekli ste, da ste se odločili za roman, zlasti zaradi tega, da stvar ne bi bila toliko izkustvena, ne? Kot sem že rekel, je v to vpleteno veliko izkustvenih dimenzij, je pa zelo močna tudi ta eseistična prvina. Torej, zelo velikrat se zaustavite pri tem, da razmišljate kaj, oziroma liki razmišljajo ali poročajo o kakšnih stvareh, ki se dogajajo spotoma. In ena še dovolj zanimiva zadeva, oziroma precej zanimiva zadeva je ta, da v neki točki naš popotni tedajše par sreča nek nagrobnik oziroma spominsko ploščo in ob njem odreagirata zelo različno. Antonija si ga vzame k srcu in začne razmišljati, kdo je tukaj pokopan. Njen mož pa prav nasprotno, in tukaj se v bistvu še zelo razlomi to dogajanje. Kasneje, za hip zgleda, kot da bo to ena nepomembna zadeva, kasneje postane zelo pomembna. Nenadoma se namreč vključijo v zgodbo kar generacije in generacije v tistem okolju, v španskem okolju rojenih likov. Ali je to ideja, ki je tukaj že od začetka, ste kasneje ob pisanju prišli do nje, da bi ustvarili še to nekako paralelno zgodbo? Mogoče je tako, nekaj je bilo v začetku tudi ena skica, ampak dejansko je pa potem nastajalo ob samem opisovanju. Jaz bi še nekaj omenil ob teh delih, ki so si še link mekle, tudi Coelho je potoval, je hodil v Compostelo, pravi, da je celo tam bilo to začetek njegovega tega bolj literarnega ustvarjanja. Jaz pogrešam to, da imamo od Coelha zelo veliko del prevedenih v slovenščino, ravno tega, ki je njegovo pravzaprav prvo, pa nimamo. Bilo mogoče zelo zanimivo to tudi prevesti v slovenščino. Dobro, to že zdaj je druga zgodba. Da smo ostali? Nekako pri vprašanju te druge zgodbe španskih, ne moram reči parov, ker ne gre za pare, ampak zmeri za matere in hčere. Torej, tukaj pa zgodba prehaja z generacijo v generacijo po ženski liniji. Torej, zmeraj znova se ponovi, zdaj ne bova šla najbolj preveč v detalje, da ne spijeva zgodbo, ampak spremljamo več generacij in mati in hči in njune usode. V kakšni točki ste se odločili to tudi oplesti? Če se vrnemo zdaj najprej na to, do tega spomenika. Antonija in Albert prijeta pod vrh te sredine, Cruz de Ferro, rečejo najvišji vrh, na tem kaminu, kot to imenujejo to pot, v Santiago. In tam, zato je oba precej utrujena, naredita en prostor, kjer bi se odpočila. In je bil tam en tak primeren kamen in Albert se usedne na tisti kamen, potem pa Antonija gleda in tam na kamenu piše nekaj, piše Salvadore in pa Antonija in spodaj še 1609-letnica. In nadoma Antonija plane, se vsa zgrozi in prestrašena in pravo ne bova tukaj, greva naprej. Potem ko Albert, kaj pa ti je, sva utrujena, sva dela malo pomalca, pa žejna sva, pa kaj da je dojač. Pa tukaj sem hotel prikazati poslovneža, ki gleda pač tako poslovno, na zunaj. In to žensko psiho, ki gre mnogo globje, ki začuti ob tem 400 let starem kamnu, spomeniku zaraščenem, da se je tukaj nekaj zgodilo. Se mi zdi, da je ženska duša, ženska psiha drugačna kot pa moška, večinoma, da začuti globje, da gre globje. In tukaj ta Antonija začuti to, da je tukaj nekaj se zgodilo, da je bil tukaj zločin, kar je dejansko potem tudi res bilo, se pokaže, da je bil. Tukaj se zgodba začne. In s tem zločinom je pa seveda tako, tudi v Bibliji nekaj piše, da se potem seveda mora to, če je nekje bil storjen zločin, se potem mora to nekako izravnati. V indijski filozofiji rečejo, da je karma, da se ne bereš karme in da je treba to enkrat očistiti. Tako je tukaj tudi 9 generacij plačalo za ta zločin. In v teh 9 generacij, 9 parov sem jaz noter nakazal, zelo takih tipičnih in tudi različnih, ki se pomikajo od Španije, od Astorge, pa vse do Maribora, različne tipe, bi rekel,
teh parov, ne, in ljubezenskih srečanj tudi med njimi. Niso ravno izbiro, nekako bi rekel, se mi je kar porajalo to, ne, te tipi, ne. Tako, no, to je bilo. Zdaj, ko ste že sami povedali, da te generacije pridejo nekako vse do Maribora, mi je nekoliko lažje, saj nisem vedel, kako bi, ne da bi razkril kaj v zgodbi, zastavil naslednje vprašanje, ampak zdaj iz tega najbolj že sklepate, da se Antonija, ki ostane v Komposteli, izkaže, da v Kompostelo nekako tudi sodi, saj je končna točka v tej verigi, ki poteka skozi te generacije, tako da tle dobimo en zelo dober podton naslovu, ki na začetku pove marsikaj. Pove glavno junakinjo, pove dogajalni prostor, vendar je ta sintagma za tiste, ki knjige niso prebrali, Antonija ostane v Komposteli, kaj pa ne bi zdaj, kako ne se pa zdaj s tem naslovom znajdemo, kaj nam to pove. Na koncu seveda se ta naslov zelo osmisli. Zanimivo pa, ko ste ravno omenili Coelha, je zanimivo na ta način, ko Antonija res ostane v Komposteli in se vrne v bivališče svojih pra in tako 9-krat prednikov, se na nek način zgodi tudi tisto, kar je proslavilo Coelhovo najbolj znano knjigo Alhimista, namreč nekdo gre po celem svetu, zato da ugotovi, da tisto, kar je iskal, je pravzaprav pred njegovim domačim pragom. Torej, treba je narediti potovanje, ki nas osmisli, ki nas pripelje do samega sebe in kaj je bolj definicija romanja kot prav to. Veliko je tudi tega dopovedanega in zapisanega, da je pravzaprav romanje v Kompostelo, romanje vase, sam v sebi. In dejansko je to tudi v praksi nekaj takšnega, ker ta hoja, če greš peš, to traja svojih 800 km, traja približno en mesec, 30 dni in imaš čas, da vse ostalo nekako odpade. Imaš samo svoj nahrbtnik, pot pred seboj in korak za korakom. In počasi tisto, kar te tukaj na nek način bega, pa vznemirja, pa ti misli bega, tam počasi to izgine. In pravi, da je pravzaprav res ta pot v Kompostelo, ta Kompostela prihaja od izraza stila in campos, zvezda na polju, da pravzaprav obračanje k tvoji lastni zvezdi. Če na koncu